Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. V mojem srcu biva On, v mojem srcu biva On, srcu biva On, srcu biva On, v mojem srcu biva On. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. Pripovedovala vam bom o srečanju, ki je spremenilo moje življenje. Bilo je pri tem vodnjaku, h kateremu sem vsak dan prihajala s praznim vrčem, kot sem bila tudi jaz v svoji duši prazna in opustošena. Bila sem ločena od svoje duše, zavržena in na slabem glasu. Bila sem mrtva. Ko so se njegove oči kot jutranje zarje srečale z mojimi, so se omaknile vse zvezde moje noči in postala sem ženska, ki ne pozna več sveta, ki ga je do takrat poznala. In sem se znašla na novih obalah. V njegovih očih je bilo valovanje morja in pisem vetra. In ko jo je podarilo meni, je življenje spregovorilo močneje od smrti. Ko srečate Boga, ne morete molčati. Če molčim, zasujem studenec, ki se odprl. Bog je v meni odprl razvil in zdaj iz njega govori tisto, kar sem dobila od njega. Moja tihota se je spremenila v pesem. Samarijanka sem, prebivalka mesta Siharija, ki je blizu zemljišča, ki ga je dal Jakob svojemu sinu Jožefu. Ta vodnjak je Jakobo. Čeprav smo Judje, so Judje od Galileje do Judeje naši sovražniki. Ko so bili Judje odpeljani v suženjstvo v Babilon, smo ostali v svojih hišah in mu privolili v zavezu za silce zavojevalci. Z na novo naseljenimi mnogobožci smo se sčasoma tako pomešali, da smo sprejemali tudi njihove navade in verovanje. Ko so se Judje vrnili iz pregnanstva, niso več prepoznali svojih bratov. S seboj so prinesli samo prezir do nas. Druženj ni bilo, niti pogovora ne. In ker so menili, da smo nečisti, ker smo izdali svoje svetinje, so nam preprečili tudi pot v templje. Nismo več bili eno. Samarijani so postali sovražniki Judov. Samo ta vodnjak nas še povezuje skupno preteklostjo in od njem, kot na dediščini prednikov, poskušamo potešiti željo.
Nisem marjala tistane hoje k vodnjaku, na samem je, kraj nevarjen in nepredvidljiv, daleč od zaščite mesta in templja, ki smo ga zgradili zase. Bilo je poldne, ko sem prišla k vodnjaku. Vedno sem prihajala v tem času, ker takrat to ni bilo nikogar. Zjutraj in zvečer je bilo v vodnjaku veliko ljudi. Nikogar nisem marjala srečati. Zdaj sem za ljudi iz mesta bila ženska nečiste preteklosti, nečistnica. Ko sem prihajala k vodnjaku, sem ga zagledala. Bil je sam. Pozneje sem izvedela, da so njegovi učenci odšli v mesto po hrano. Bilo je poldne, ko ni bil čas, da bi hodili po vodo. Toda bil je pravi čas za srečanje z Bogom. Sedel je na obodu vodnjaka, nepremično, kot da je sklesana skalna. Ko sem se približala, je vzdignil glavo in me ljubeznivo pogledal. Opazila sem, da je tujec, Jud. Pristopila sem, da bi srečen zajela vodo. Daj mi piti, me poprosil. Zmedla sem se, kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti, sem ga vprašala. Če bi poznala Božji dar in ko bi vedela, kdo je, ki ti prijavi, daj mi piti, bi ga prosila in dal piti živo vodo, je dejal. Pogledala sem ga. Bil je človek takšen kot vi in jaz. Toda duša me je zadrhtela. Saj nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Odkot imaš torej živo vodo? Si malce večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina, sem dejala. Toda odvrnil je. Vsak, kdor pije to vodo, bo spet žejen. Kdor pa bo pil vodo, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ker bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Dotaknil se je mesta moje najljubje želje. Smehljal se je in žarek njegovih oči me je obsijal. Dejala sem s prosečim glasom. Gospod, daj mi to vodo, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Pogledal me je svojimi kot noč temnimi očmi in se zazrl v globino mojega srca. Pojdi, je rekel s tihim glasom, in pokliči svojega moža in pridita sem. Nimam moža, sem rekla. Ponovil je za menoj. Dobro si rekla, nimam moža, kajti 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala. Bila sem zaprepadena. Ta tujec je vse videl v mojem življenju. Imela sem 5 mož in iskala naslednjega. Pripadala sem vsem moškim in hkrati nobenemu. Menjavala sem jih, toda želje nisem mogla potešiti. Po vsakem sem postala še bolj osamljena in željna. Vprašala sem ga. Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, ki ga je treba častiti v Jeruzalemu. Odvrnil mi je, veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate. Mi pa častimo, ker poznamo, kajti rešitev bo prišla od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi. Bog je duh in katerega častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Prestrašila sem se, podvomila sem o svoji veri in premišljevala pri sebi.
Rešitev prihaja od jutov, je dejal. Pride pa ura, ko ne boste častili tam, kjer so častili vaši očetje. Kateri kraj je to, kjer ga je treba častiti? Vedela sem, da bo prišel Mesija. Tam, kjer bo on posveti kraj. On nas bo popeljal k očetu, kraj nas ne vodi k očetu. Dejala sem mu, vem, da pride Mesija, ko pride, nam bo vse znano. Takrat je dejal, jaz sem, ki govorim s teboj. Spomnila sem se tistega, kar mi je rekel na začetku. Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti prijavi dan mi piti, ali je on tisti, ki sem ga nevede vedno pričakovala, kakor da bi mi vetrič prešinil telo, ali je bila to nevihta, ki me je pretresla do dna duše. Medtem so se njegovi učenci vrnili iz mesta in so bili zaskrbljeni, ker je govoril žensko in to Samarijanko. Vendar ga niso nič vprašali. Ko sem zagledala njihove jezne obraze, sem pomislila, da je bolje, če odidem. Ko sem odhajala, sem slišala, da so ga učenci prosili. Rabi, učitelj, jej! In kako jim je odgovoril? Jaz imam zajet hrano, ki je vi ne poznate. Učenci so tedaj govorili med seboj. Mar mu je kdo prinesel jesti? Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Bil je zadovoljen. Pomislila sem, da se je tudi on, tako kot jaz, odžejal s pogovorom ob vodnjaku. Odhitela sem v mesto in pripovedovala ljudem. Pridite in pogledajte človeka, ki mi je povedal vse, ker sem zagrešila. Kaj če on Mesija? Jaz, ki sem vse življenje bežala pred ljudmi, je zdaj k njim. In tudi vem, kaj jim bom rekla. Moje pričevanje je izbudilo radovednost pri ljudeh in so pohitili z menoj k vodnjaku. In tam jim je oznanil. Odpiral njihova srca in razum. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi mojega pričevanja. Vse mi je povedal, ker sem zagrešila. Govorili so mi, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Prosili so ga, da ostane v mestu in še vsaj malo oznanja. To ni bilo všeč njegovim učencem in niso hoteli ostati. Toda on je ostal. Poučeval o ljubezni, čeprav je bil ljud in oni Samarijani. Nisem zajela vode. Pustila sem svoj vrč na studencu svoje dosedanje življenje. V vrč sem lahko zajela le malo vode. Ne iščem več vode, ne potrebujem več moških. V sijaju njegovih oči sem našla očeta, moža in sina. Nisem več osamljena, ne tavam več. Moja duša se je prerodila v obilju. Nisem bila sposobna priznati svoje želje. Ni se držal Mojzesovih predpisov in ni me obsodil, ker se živela z moškim, ki ni bil moj mož. Prišel je, da spolni drugi zakon. Zakon ljubezni. Žejen človek me je poprosil za vodo, vendar potešil mojo željo. Ko se v nas prižge luč, postane luč za druge. Ko nas izpolni Bog, to ni potešitev naše želje, temveč postanemo izvirni za druge.